sam se bom definitivno udeležil protesta. Razlogi so pa naslednji. Zdaj, jaz ne bi rekel, da je bil to zdaj nek ultimativen dogodek v slovenski zgodovini. Ta dogodek je seveda imel pač predzgodovino. In 8. oziroma 9. maj 1945 tukaj ni nepomemben. Zmaga nad nacizmom in fašizmom, zločinskima ideologijama in nastanek v bistvu Republike Slovenije kot federativne republike znotraj Jugoslavije, kjer je ta narod imel pač že neko samoodločbo, samovlado in tako dalje. Predvsem se pa zdaj izgubljajo vrednote boja proti nacizmu in fašizmu, ki mislim, da je vredno to spomniti, nažalost, leta 2021. Druga stvar, ki je vredno spomniti, je, da če govorimo o letu 1991, takrat je bilo v središču boja za novo državo, je bil boj za pluralizem, se pravi za večstrankarski sistem in za svobodo medijev. Zdaj ljudje, ki so bili takrat nekako v središču tega zauzemanja z trenutnim premijerjem Janezom Janšo na čelu, kot bi se rad predstavil, so 30 let kasneje v bistvu na drugi strani. Danes je on tisti, ki bi prepovedoval stranke, vključno z našo, ki odreka, kot smo slišali tudi v intervjuju, pravico medijev do tem, da svobodno poročajo. In smo v bistvu v neki novi bitki za pluralizem in svobodo, samo akteri so se zamenjali. In tretja stvar, ki jo je treba tukaj povedati, je, kdo je skozi proces tranzicije dobil. Zanimiva je raziskava Organizacije združenih narodov, ki je pokazala, da če primerjamo ekonomsko in socialno gledano leto 1980 pa 2017 v Sloveniji, je zgornji odstotek prebivalstva svoje premoženje in svoje dohodke v teh letih podvojil, medtem ko je spodnjih 40% prebivalstva leta 2017 prejemalo slabše relativno gledano pač dohodke kot leta 1980. In zdaj smo v bistvu v neki novi fazi privatizacije, kjer bi tisti, ki so si prilastili ogromno premoženja skozi tranzicijo, veliko tudi uničili, cela mesta, recimo Maribor je bil nekoč industrijski ponos te države, prihajajo do tega, da bi radi privatizirali državo in oblast v tej državi kot tako. Zato bom, kot sem rekel, na protestu.